Pozdravljeni. Po dolgem dnevu, posvečenem formuli 1, je prav, da ga zaključim s prispevkom pred kvalifikacijami. Na začetku bi rad vašo pozornost usmeril k spominu na tega junaka formule 1. Danes je 30. april. Prav tako tragičen dan kot 1. maj za formulo 1, a marsikdo pozabi na Ronalda. A mi kot navdušenci je prav, da se ga tudi spomnimo. Kot običajno bomo prispevek začeli s tistimi tehničnimi novostmi, ki so jih ekipe pripeljale sem v Portimao na progo Algarve za veliko nagrado Portugalske. Začeli bomo s skuderijo Ferrari. Tam smo videli eksperimentalni tip ravnega dna, ki ga so uporabljali samo na prostih treningih. To nekako postavlja na laž tisto novico, da so z razvojem modela SF21 zaključili in da so vse sile uprli v tisti prihajajoči bolid za sezono 2022. Kajti to ni edina novost pri skuderiji Ferrari. Namreč tudi na nosnem konusu smo videli novo obliko ogrinjala, oziroma v angleščini kot ga imenujejo cape. Gre za malenkosti, a kot bomo videli v nadaljevanju, izgleda, da delujejo. Tudi pri Red Bullu so pripeljali kar nekaj drobcev novitet in tista najbolj očitna se dotika bočnih usmernikov. Tu vidimo, da se je neka površina usmernikov v bistvu povečala v primerjavi s tistim, kar smo videli v Imoli. In seveda najbolj zanimiva novica je pa tista vezana na Aston Martin. Namreč poslušali smo lahko kar nekaj zgodb o tem, kako naj bi bil tisti koncept nizkega kota ravnega dna nad asfaltom odgovoren za slabše rezultate britanske ekipe. A tokrat smo slišali malce drugačno zgodbo. Namreč zaradi preozkega pokrova pogonskega sklopa je hlajenje tisto, ki je kritično. In prav pri pregrevanju elementov pod tem pokrovom se gre zahvaliti morda, da gledamo letos slabše predstave pri Aston Martinu. Seveda zopet nova teorija, a ima po mojem osebnem mnenju malce večjo verjetnost kot tista vezana samo na kot ravnega dna. A seveda tu na Portugalskem nismo pričakovali kakih ekstremnih novosti, kar se tiče aerodinamike, zato bo za enkrat to dovolj, kar se tiče novosti. In poglejmo, kaj smo videli na prvem in drugem prostem treningu. Namreč razumeti moramo dve stvari. Proga kot taka po svojih lastnostih naj bi bila lahko pisana malce bolj na kožo Red Bullu. Po drugi strani imamo izbor pnevmatik, ki je malce pisan bolj na kožo tovarniške ekipe Mercedes. Generalno gledano, da se bomo razumeli. Videli smo na prvem prostem treningu, da oba bolida tovarniške ekipe Mercedes sta imela enak pribitek časa v primerjavi z lanskim. Govorimo približno o sekundi in 2 desetinkah. Bistveno več kot ostali, kjer smo lahko videli pri nekaterih ekipah pribitek tudi manjši od pol sekunde. Razlika med Valtterijem Bottasom in Lewisom Hamiltonom je bila približno enaka lanski, dobre 3 desetinke. Kar pomeni, da sta vozila konstantno, kot da bi se strogo držala tistega programa. Opazili smo tudi, da na prvem prostem treningu so ekipe po večini rabile tisto najtršo C1 pnevmatiko, seveda poleg tiste rdeče, najmehkejše tu na razpolago. Kar nam morda lahko da vedeti, da v prvem delu dirke bomo videli v večini primerov ekipe z tisto rumeno pnevmatiko C2. V drugem prostem treningu smo videli nekaj zanimivega. Ko sem sam skušal predvideti, kak bo tisti ciljni čas, sem se krepko zmotil za približno 8 desetink.
a zgleda, da so se ekipe malce skrivale. Kajti, če pogledamo zaostanek Nikite Mazepina, bomo videli, da kar naenkrat v drugem prostem treningu je bil presneto konkurenčen. In sedaj imamo dve možnosti. Ali je Nikita Mazepin kar naenkrat začel hitreje voziti svojega Haasa, no, da bi ga vozil hitro, si ne upam trditi, ali tisti spredaj niso pokazali vsega potenciala, ki smo ga lahko malce videli na prvem prostem treningu. In po mojem je bolj verjetna tista druga teorija. Namreč kar naenkrat se je skupina zgostila. Razdalje med enim in drugim bolidom so res minimalne. In seveda gre za prosti trening. In zato podatke, ki jih dobimo tu, ne smemo jemati kot edine pravilne in vselej veljavne. A vseeno nekaj lahko razberemo. Namreč slišali smo tudi kar nekaj pritoževanja nad vetrom in seveda tudi temperature zraka so bile tam okrog 20 stopinj. Treba je povedati, da tudi pri Williamsu nisem videl tistega padca, kar se tiče hitrosti, ki sem ga pričakoval. Vsaj ne pri Georgeu Russellu. Nicolas Latifi je bil tam zadaj. A vseeno mnogo teorij je bilo na začetku sezone o tem, da bi bil Williams F2V43B izjemno občutljiv na veter. No, tu zaenkrat, vsaj pri Russellu, tega ni bilo. In treba je pohvaliti formo pri skuderiji Ferrari. Vsaj za tisto, kar sem videl na prvem in drugem prostem treningu, so hitri in so konstantni. Seveda ne trdim, da je Ferrari tako konkurenčen, da se bo lahko boril za zmago, a lahko bo mešal malce načrte, naprimer McLarenu. Vsaj tako si želim. Alfa Tauri je seveda vsaj v rokah Pierrea Gaslyja hiter. In treba je povedati, da tudi pri Alpinu so začeli kazati določene znake. A tako kot smo gledali lani pri tovarniški ekipi Renault, je tudi Alpin začel kazati rezultate, ki so se pa potem lahko v primeru Renaulta na dirki pokazali kot lažni signali, zato sem raje tiho. A mislim, da vas najbolj zanima, kaj menim o formi tovarniške ekipe Mercedes ter Red Bulla. Namreč izjemno težko je napovedati, kdo bo hitrejši, kajti mislim, da lahko sprememba nekaj stopinj Celzija, kar se tiče temperature zraka in temperature asfalta, je ključna. Tudi veter zna igrati v svojo vlogo, še posebej, če bo pihal močneje. Vkolikor bo temperatura padla, bi znal biti Mercedes v rahli prednosti in obratno, vkolikor bo temperatura zrasla, bo Red Bull tisti, ki bo imel manjšo prednost in govorimo o res majhni prednosti. Ko sem spremljal proste treninge, sem opazil, da predvsem v drugem in tudi v tretjem sektorju smo videli, da marsikdo s tisto najmehkejšo pnevmatiko ni postavil recimo temu dostojnega časa. Zopet dve varianti. Ali se je pnevmatika pregrela, ampak gre za mešanico C3, ali je pa kdo namerno malce spustil plin, kar potrjuje tisto, kar sem povedal na začetku, da mnogi so se malce skrivali. A tudi to je čar Formule 1, da smo lahko potem presenečeni, ko nekdo kot iz rokava potegne ven fantastičen čas. A za prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.